začnemo na zadnjem delu naše podloge. Se v miru usedemo, dlani na kolena, pogled imamo usmerjen pred sabo, lahko tudi zapremo oči in dihamo. Delamo enakomeren vdih in enakomeren izdih. Z naslednjim vdihom pripeljemo roke nad glavo, raztegnemo hrbtenico in z izdihom pridemo v položaj otroka. Z čelom se dotaknemo blazine. Z naslednjim vdihom pridemo spet v sedeč položaj, roke nad glavo in z izdihom skupaj potisnemo, kako se že reče, skozi v angleščini delam, se opravičujem. Kako se že reče? Skratka, te kosti v zadnji, za ramena, ramenski obroč potisnemo skupaj, odpiramo prsni koš. Z vdihom roke nad glavo, z izdihom odpreš prsni koš. Z vdihom roke nad glavo in z izdihom odpreš prsni koš. Ramena so stran od ušes. Z naslednjim vdihom spet roke nad glavo in z izdihom položaj otroka. Dihamo enakomerno. Z naslednjim vdihom pridemo v sedeč položaj. Postavimo se na vse štiri. Aktiviramo trebušne mišice. Tukaj bom vedno rekla kor, torej aktiviramo kor. Z vdihom pogledaš navzgor in usločiš hrbet. Z izdihom usločiš hrbet v drugo smer. Dvigneš čim višje lopatice. Z vdihom spet pogledaš navzgor in v svojem tempu vdih, izdih, mačka, krava. Tukaj se lahko igraš, lahko prideš s telesom majčkeno naprej, recimo, ali pa zadnjico bolj nazaj. Majčkeno gledaš, kje čutiš najboljši, največji razteg. Opazuješ, kje tvoje telo najbolj potrebuje razteg. Z naslednjim vdihom prideš v nevtralno pozicijo, spet aktiviraš kor. Z vdihom zavihaš prste na nogah in potisneš zadnjico navzgor. Tukaj še zmeraj pustimo majčkeno pokrčena kolena. Glavno je, da zadnjično kost v bistvu potiskaš navzgor. Hrbet je raven, ramena so stran od ušes, komolci so zavihani navzdol. In z izdihom pridemo spet na vse štiri. Super. Z vdihom ponovimo zadnjico navzgor
Mečkam počasi probavamo stegniti eno nogo, drugo nogo, torej s petami proti tlem. Menjuješ eno in drugo peto proti tlem. Super. Pridemo na sredino in z izdihom spet na kolena. In še zadnjič. Z vdihom potisneš zadnjico navzgor in zdaj probaš popolnoma stegniti kolena, probaš čim bolj približati pete proti tlem, ampak imeti v glavi, da je hrbet raven, ramena so od ušes in komolci zavihani navzdol. Komolci gledajo navzdol. Super. Z naslednjim vdihom pridemo v plank ali plank na kolenih. In stopimo z eno nogo naprej. Jaz sem naredila to z desno, lahko ponovite tudi z desno. Super. Mečkam z telesom naprej in nazaj. In položimo zadnje koleno na tla. Spustiš prste, odvihaš in prideš z rokami navzgor. Tukaj paziš, da so boki paralelno z tvojo podlogo. Torej, oba dva boka gledata naprej. Nekako si lahko predstavljaš, da desno nogo naprej, desni bok potiskaš mečkan nazaj in levi bok potiskaš mečkan naprej, tako da je v bistvu paralelno z sprednjim delom podlage. Obenem potiskaš boke tudi navzdol. Lahko si pomagaš z rokami, roke imaš lahko tudi na sprednjem kolenu ali nad glavo. Z naslednjim izdihom pripelješ roke na tla in zadnjico nazaj. To je polovična špaga. Spet smo pozorni, da so boki paralelno z podlago. Sprednja noga je v fleksu, torej pripelješ prste proti sebi navzgor. Z naslednjim vdihom pridemo spet v prejšnjo pozicijo, roke nad glavo in z izdihom roke na tla in stegnemo. Z vdihom roke nad glavo, z izdihom roke na tla, zadnjica nazaj. In še enkrat vdih, roke nad glavo in z izdihom zadnjica nazaj in sprostiš svoje telo na svojo desno nogo. Probaš približati svoje čelo sprednjemu kolenu in dihaš. Če se želiš poigrati, oziroma če slučajno katera od vas veliko nosi petke, za mami vem, da ne, je tudi fajn, recimo, primaš z levo roko svoje desno stopalo in ga nekako proti tlem in zarotiraš navznoter. Probajte. Je tak, čutila boste razteg po tem delu, torej po zgornjem delu noge, spodnji nogi, zgornji del in po stopalu, zgornjemu delu stopala. In z vdihom spet pridemo naprej, roke so na tleh
Zavihamo zadnje prste, dvignemo koleno in prinesemo nogo nazaj. Prav. Z izdihom spet pridemo v down dog, torej strešica po slovensko. Z vdihom spet pridemo v plank in pridemo z levo nogo, tokrat naprej. Se majčkeno zibamo naprej, nazaj s telesom. Če vam paše, lahko tudi majčkeno kroge delaš, raziskuješ. Super. Desno koleno pride na tla in roke navzgor. Spet si pozorna, da imaš boke paralelno, torej v tem primeru lev bok pošiljaš nazaj, desnega naprej in spuščaš boke proti tlem. Naredimo vdih in z izdihom pridemo, odvihamo prste in z izdihom pošljemo boke nazaj. Ponovno smo pozorne, da je vse paralelno. Če imate probleme s koleni, dajte čist majčkeno imeti koleno pokrčeno. Tak mikro pokrčeno koleno. Če vas boli desno koleno, si pa lahko kaj v spodi polštrček, dekco, kakorkoli. Tako. Z naslednjim vdihom pridemo naprej, dvignemo roke nad glavo, z izdihom navzdol in pošljemo boke nazaj. Z vdihom naprej, dvignemo roke, z izdihom nazaj, pošljemo boke. In še zadnjič, vdih, roke navzgor in izdih, boki nazaj. Dihamo normalno, počasi spuščamo telo, čelo proti kolenu, levem kolenu. Si pozorna na pozicijo bokov. Pri naslednjem vdihu se vrnemo v sprednji položaj, zavihamo prste, dvignemo koleno in stopimo nazaj. Zdaj smo prišli do prvega pozdrava soncu. Lahko pridete na kolena, lahko ste v planku, kakor želite. Čaturanga, z izdihom se spustiš s celim telesom proti tlem. Tokrat se bomo kar ulegli na tla. Z vdihom pridemo v kobro, dvigneš prsni koš, z izdihom prideš navzdol in z vdihom nazaj in dvigneš zadnjico v zrak, strešica. Naredimo 2 vdiha in izdiha. Z naslednjim vdihom prideš v plank ali supported plank, torej na kolena, in ponovimo. Čaturanga navzdol, vdih kobra
prsni koš odpiramo, izdih, prideš navzdol in vdih, strešica. Vdih, plank, izdih, chaturanga, vdih, navzgor gledajoči pes, upward dog bom rekla. Torej, tukaj, če ste bile prej v kobri, kobra je ležeč položaj, dviguješ samo prsni koš, tukaj roke pripelješ nekje pri prstih, jih imaš, in se s celotnim telesom dvigneš navzgor. Točki, ki se ti dotikata tal, sta samo roki in zgornji del nart, oba narta. In z izdihom, če gre, stisneš trebušne mišice in dvigneš zadnjico navzgor v strešico. Super. Še zadnjič. Vdih, plank, izdih, chaturanga, vdih, kobra ali up dog in izdih, strešica. Z naslednjim vdihom narediš 6-8 korakov naprej in se dobimo na začetku blazine. Roke visijo proti tlem, lahko si oprimeš s desno roko levega komolca in z levo roko desnega komolca. Zibaš zgornji del telesa, trup levo, desno, lahko zibaš tudi glavo. Z naslednjim vdihom mečkeno pokrčiš kolena in vretence po vretence odrolaš svoje telo navzgor in roke pripelješ nad glavo in predsrčna čakra. Z vdihom ponovno roke pripelješ nad glavo in z izdihom spet prideš v predklon. Z vdihom poravnaš hrbet, to pomeni, da majčkeno se dvigneš, poravnaš hrbet, podaljšaš hrbtenico, podaljšaš vrat in z izdihom prideš spet v globji predklon. Z vdihom spet poravnaš hrbet, prideš majčkeno navzgor in z izdihom stopiš nazaj. Super. Z naslednjim vdihom, tukaj sta dve variante zdaj. Prva varianta, prideš z levim kolenom na tla, zasukaš levo nogo in odpreš prsni koš na desno. Če želiš, lahko preprosto obe nogi zasukaš in prideš v side plank, torej stranski plank. Torej to ali variacija z levim kolenom na tleh. Odpiraš cel desni del svojega telesa, razteguješ in dihaš. Z roko prideš pred, z naslednjim vdihom z roko prideš pred svoj obraz in zakrožiš, prideš v sedeč položaj in v drugo smer nazaj, vdih, spet v
v stranski položaj. Z izdihom zaokrožiš z roko, prideš v sedeč položaj in z vdihom spet v stranski položaj. Še zadnjič, izdih zaokrožiš roko in vdih nazaj. Pripelješ desno roko nazaj na podlago in prideš v plank. Enako, ostanite kjer ste, zdaj se bom samo okolo obrnila, da me boste videli. Enako na drugi strani, ali desno koleno položiš na tla, zarotiraš, odpreš, ali to narediš z obema nogama v zraku. Odpiraš celoten levi del svojega telesa, dihaš, pozorna si, da ne zapiraš prsnega koša. Pogled je vedno usmerjen majčkeno proti stropu. Z naslednjim izdihom zaokrožiš roko proti tlem v sedeč položaj in z vdihom prideš nazaj. Z izdihom sedeč položaj, z vdihom nazaj stranski položaj. Z izdihom še zadnjič, sedeč položaj in z vdihom stranski položaj. Pripelješ levo roko spet nazaj v plank in naredimo vinjaso, to je pozdrav soncu. Chaturanga, kobra ali up dog in down dog. Super. Z naslednjim vdihom pripeljete desno nogo navzgor v psa s 3 nogami. Tronožno strešico, bomo to po slovensko. Pokrčimo desno nogo, desno koleno in krožimo z nogo okoli, naprej in okoli in nazaj. Kakor visoko gre. Čim večje kroge. Zamenjamo smer, krožiš v drugo smer. Super. Nogo spet stegneš in jo položiš nazaj. Prideš na kolena in v položaj otroka. V miru dihaš. Globok vdih, globok izdih. Z naslednjim vdihom spet prideš na vse 4, zavihaš prste pod nogami in dvigneš zadnjico navzgor. Z naslednjim vdihom leva noga navzgor, koleno pokrčimo in naredimo 3 kroge naprej, lahko tudi 4, velike kroge in v drugo smer. Kor oziroma trebušne mišice so aktivirane in stegneš nogo, položiš nazaj na tla. Z vdihom prideš spet na sprednji del blazine s parimi koraki in z vdihom navzgor, roke nad glavo, z izdihom pred srce. Z naslednjim vdihom bomo šli v položaj drevesa. Tukaj so 3 variacije.
Ali zasukaš nogo, torej daš nogo levo stopalo na desno koleno, ali ga dvigneš majčkeno višje, ali popolnoma do vrha svoje noge. Iščeš ravnotežje, najdeš, čemur v jogi pravimo drišti točka, torej najdeš eno točko, na katero se koncentriraš in dihaš. Aktivirane so trebušne mišice, prsti, noge, ki je na tleh, so razširjeni. Čutiš svojo težo na peti in na blazinicah prstov. Z naslednjim vdihom pripelješ koleno pred sabo, primeš koleno in ga povlečeš navzgor. Zaokrožiš svojimi, kako se reče? Skratka, zaokrožiš stopalom, z gležnjem v eno smer, v drugo smer in pripelješ levo nogo nazaj v bojevnika 3. Tukaj si lahko pomagaš tako, da prideš z rokami do tal, če ne gre drugače. Če gre, majčkeno pomaga, če spodnjo nogo majčkeno pokrčiš v kolenu. Veliko bolj stabilno se počutiš, če je noga majčkeno pokrčena. Roke so lahko pred srcem, lahko so iztegnjene nazaj, lahko pa so iztegnjene naprej. Z izdihom prideš nazaj na podlago. Super. Naredimo to še na drugi strani. Z vdihom prideš z desno nogo v položaj drevesa. Najdeš drišti točko, torej eno točko, na katero se skoncentriraš. Prsti leve noge so razširjeni. Predstavljaš si, kot da s prsti spodnje noge grabiš podlago. Aktiven kor, aktivne trebušne mišice. Z vdihom pripelješ desno koleno pred sabo, primeš z obema rokama in zarotiraš v gležnju. Levo, desno. In z naslednjim dihom prideš v bojevnika 3. Tudi tukaj se koncentriraš na eno točko na tleh. Mikro pokrčiš spodnjo nogo, levo nogo. Desna noga je aktivna. In z izdihom prideš spet na tla. Bravo. Z vdihom pripelješ roke nad glavo in z izdihom v predklon. Z vdihom stegneš hrbtenico, z izdihom ali narediš 2 koraka nazaj ali skočiš nazaj v plank. Z izdihom čaturanga, vdih, up dog in izdih, strešica. Super. Ponovno
probaš ali z 2 koraki ali skokom priti na začetek podlage, pokrčiš kolena in hop naprej. Prideš v predklon, z vdihom prideš navzgor, v stoječ položaj, roke so nad glavo in z izdihom pripelješ roke pred srčni center. Roke daš ob telu, roke so aktivne, dlani gledajo naprej pred tabo, noge so aktivne, nekako poskušaš si predstavljati, kot da noge navzdol in navzven pošiljaš energijo, torej noge so aktivne, ne samo stojiš, aktivno stojiš, trebušni center, trebušne mišice so aktivne, aktivirane, stisnjamo, medenica je majčkeno zarulana naprej, torej ne tako, ampak zarulana naprej, tako boste čutili še več aktivnosti v trebušnih mišicah. Ramena so odmaknjena od ušes, gledaš naprej ali zapreš oči, naredimo 2 globoka vdiha in izdiha. Z naslednjim vdihom pripelješ roke spet nad glavo, z izdihom predklon, vdih, podaljšaš hrbtenico, izdih, poskok ali 2 koraka nazaj v plank, čaturanga, na tla, vdih, pridemo v kobro ali up dog in z izdihom dvignemo zadnjico v strešico. Z naslednjim vdihom stopiš desno nogo na desni zunanji del svoje blazine. Torej, ne med roke, ampak na zunanji del, lahko celo majčkeno noga visi dol iz blazine. V redu. Spet se majčkeno zazibamo naprej, nazaj. Čutiš, ki si najbolj zategnjena. Tukaj v bistvu raztegujemo levi hip flexor, kako se temu reče. Skratka, sprednji del leve noge in boka. Narediš vdih in z izdihom probaš skrčiti komolce in priti z glavo, s čelom proti blazini. Z vdihom prideš nazaj gor, odpreš prsni koš. Z izdihom pokrčiš komolce, prideš navzdol. Z vdihom odpreš prsni koš. In še zadnjič, z izdihom prideš navzdol in z vdihom odpreš prsni koš. Položiš levo koleno na tla, odvihaš prste na nogi. Zdaj pa, če imate probleme oziroma mamiti ne tega početi s poškodovano nogo, če nimate nobenih problemov z gležnji, to ni noben problem, zdaj bomo v bistvu še globje šle v odpiranje bokov, tako da bomo zarotirale podplat navzven, tako da se naš mezinček in desni del, torej zunanji del pete, zunanji del stopala je na tleh, ostalo je v zraku. Tukaj moramo čutiti zdaj še večji razteg, torej takole. Mora to izgledati tudi spredi. Odpira se
celoten tale del, torej noga, verjetno čutite celotno nogo, boki so odprti in hip flexor, ne vem kako se reče po slovensko. Če želite še večji razteg, pripelješ desno roko nazaj in, če želiš, lahko še levo nogo pokrčiš, primaš za gleženj, pošiljaš boke proti tlem in jih odpiraš. Prideš nazaj v tisto, oziroma ostaneš v tisti variaciji, ki ti je udobna. Ne smete čutiti nobene hude bolečine, električne bolečine. Ok, z izdihom pripelješ roko nazaj, če nisi tam, odviješ gleženj, normalno postaviš svojo nogo, dvigneš koleno in stopiš z levo nogo naprej, spet na rob, na drugi rob blazine, v počep in pridemo v jogi počep. Tukaj je pomembno, če s petami ne prideš do tal, si lahko večkrat blazino zavihaš in s petami prideš na blazino, večkrat olajšaš tako, oziroma postaviš, ne vem, če imate kakšen polštrček, karkoli postaviš pod peto. Pomembno je, da imaš ravno hrbtenico, torej odpiraš prsni koš, z komolci si večkrat pomagaš, tudi odpiraš kolena narazen, gledaš naravnost, večkrat, v bistvu malo v višino, ne popolnoma gor, ker to ni lih udobno za vrat. Če želimo še večkrat se poigrati tukaj, pripelješ levo roko na tla in desno roko odpreš navzgor, s pogledom slediš desni roki. In zamenjaš strani. Tukaj se lahko majčkeno zdaj igrate, hitrejši tempo recimo, menjuješ, oziroma ostaneš na eni strani nekaj časa. Poslušaš svoje telo. In dihaš. Še zadnjega zasuka. In pridemo spet na sredino. In zdaj roke postaviš na tla in dvigneš zadnjico navzgor. Z prsti pete prideš v predklon, torej noge so, stopala so spet v širini bokov, si v predklonu. Pokrčiš levo koleno, leva roka ostane na tleh in z desno roko se odpreš navzgor. Pogled spet sledi tvoji zgornji, torej v tem primeru desni roki. Prideš nazaj dol, oba kolena sta stegnjena in še druga stran. Desno koleno pokrčiš, desna roka ostane na tleh, leva roka se dvigne proti stropu, prav tako pogled proti stropu. Z izdihom spet prideš z obimi rokami na tla in z vdihom počasi, vletence po vletence, navzgor v položaj gore. Roke pripeljaš pred srčni center in dihaš.
naslednjim vdihom spet pripelješ roke nad glavo in z izdihom se usedeš proti tlem, ampak ne pripelješ zadnjice čisto do tal, počepnaš. Tukaj sta tudi spet dve varianti, lahko ostaneš tako, lahko pa dvigneš pete, tako da si res samo na prstih, sediš na svojih petah in probaš dvigati roke oziroma objeti svoje koleno. Če si zelo pogumna, lahko še zapreš oči. Naslednjim vdihom spet prideš nazaj in se usedeš na podlago. Na sredino podlage se lahko usedeš, stegneš noge, večkrat potresemo. Ko desno nogo pripelješ čisto na zgornji del proti svojim bokom, jo postaviš na notranji del svojega stegna, levega stegna. Z vdihom pripelješ roke nad glavo in z izdihom pripelješ svoje telo naprej proti svoji levi nogi. Tukaj bomo spet pozorne, da so ramena paralelno s tlemi. Torej, ne smeš imeti enega ramena bolj proti tlem, enega bolj navzgor. Probaš zasukati. Meni najbolj pomaga, če obe roki oziroma oba komolca postavim na tla, tako vem, da sem paralelna s tlemi. Torej, sukaš desno, samo angliščina vam pravi. Torej, desno rameno proti tlem, levo mečkam navzgor, tako da smo paralelno proti tlem. Čelo lahko počiva na kolenu. Z naslednjim vdihom spet prideš z obema rokama navzgor. Desno pokrčeno koleno, nogo pripelješ na drugo stran svoje leve noge in se zasukaš proti desni. Pogled je usmerjen nazaj. Hrbtenica je podaljšana. Predstavljajte si, kakor da vas en za krono glave vleče navzgor. Z izdihom pridemo nazaj v sredino, stegnemo obe nogi, večkrat potresemo spet in ponovimo na drugi strani. Torej, leva noga pokrčiš, postaviš na notranjo stran desne, z vdihom roke nad glavo, z izdihom v predklon. Spet smo pozorne, da so ramena paralelna s tlemi. S čelom se probaš dotikati kolena, ampak pazite, da preveč ne, torej ta predklon se naredi iz bokov, ne iz hrbtenice, torej to ni ok. Predklon delamo iz bokov, torej z ravno hrbtenico prideš, v bistvu si predstavljate, kakor da želite s trebuhom, s popkom in potem kasneje z prsnim košem se dotakniti kolena. Prav? Ne samo s čelom, ker čelo lahko takole naredimo, torej z ravnim hrbtom naprej in navzdol. Z naslednjim vdihom pridemo nazaj gor
Levo nogo postavimo na zunanji del desne in zasuk v levo, pogled nazaj. Hrbet je raven, vrat, glava se dviguje proti stropu. Z izdihom pridemo spet v sredino, roke nad glavo in na tla. Vdih, stegnemo obe nogi, vdih, roke nad glavo in se predklonimo z obema stegnenima nogama. Ponovno ponavljam, predklon je v bokih, ne v hrbtenici. Torej, predklon v bokih, z ravno hrbtenico se predkloniš naprej in navzdol. Okay? Globoko dihaš. Z naslednjim vdihom spet pripelješ roke nad glavo in na tla. Z izdihom na tla. Roke pripelješ majčkeno za zadnjico, položiš na tla, noge skrčiš in z izdihom prideš v most. Tukaj lahko glavo zasukaš nazaj, lahko jo imaš v nevtralni poziciji, čist odvisno, kako tebi paše na vrat, ker je lahko včasih, če vrat preveč, ne zna biti neudobno, če preveč glavo nazaj zasuhamo. In z izdihom pridemo na tla. Okay. Prideš majčkeno bolj proti spodnjemu delu podlage in se počasi, vretence po vretence, odviješ do tal. Okay. Noge stegneš, roke stegneš spet nad glavo, majčkeno raztegneš desno roko, daleč stran od sebe, levo roko in levo nogo daleč stran od sebe. Majčkeno izmenjuješ, se razteguješ in prideš spet v nevtralno pozicijo. Pokrčiš kolena proti sebi, se primeš z rokami za kolena in se majčkeno ziglješ levo, desno. Če želiš, lahko dvigneš tudi glavo oziroma prsni koš proti kolenom in se ziglješ levo, desno. Glavo položiš nazaj na tla, če jo nimaš že tam. Stegneš desno nogo nazaj proti tlem, levo koleno ostane pri tvojem prsnem košu. Majčkeno levo koleno levo in desno pomajaš. Primaš levo koleno v levo roko in ga odpreš navzven, obenem desno roko odpreš navzven na desno stran. Okay? Paziš, da ostanejo tvoji boki, desna stran in leva stran na tleh, torej da ne dviguješ desnega boka. Z naslednjim vdihom prideš spet v center, zamenjaš roki, desno roko, zdaj levo koleno primaš v desno roko in ga popelješ čez svoje telo na desno stran, stegnaš levo roko stran od telesa na levo stran in pogled je usmerjen proti levi roki. Dihaš
vdihom greš globje v zasuk. Z naslednjim vdihom prideš spet nazaj v center. Dvigneš oba kolena proti sebi. Majčkeno pomasiraš hrbet, torej se majčkeno levo, desno pozivaš in zamenjamo stran. Leva noga stegnjena na tleh ponovno. Desno koleno, desno nogo, majčkeno sukaš levo, desno. In vzameš desno koleno v desno roko, ga odpreš na desno, navzven. Leva roka je odprta na levo stran. Z naslednjim vdihom prideš spet v center, zamenjaš roki, torej z levo roko potisneš svoje desno koleno čez telo proti tlem. Desna roka se odpira na desno stran, stran od telesa, pogled sledi desni roki. Z vsakim izdihom greš globje v položaj, globje v zasuk. Z vdihom se vrneš na sredino in stegneš obe nogi in obe roki na tla. Z mislimi prideš nazaj v svoje telo, opaziš svojo težo, čutiš celotno telo na tleh. Pozornost usmeriš v svoj obraz, sprostiš čelo, sprostiš oči, sprostiš ličnice, čeljust, ušesa in vrat. Sprostiš ramena, roke, prsni koš in trebuh. Zavestno sprostiš boke, stegna, kolena, sprostiš celotne noge, stopala in gležnje. Po potrebi se vrneš na del telesa in ga ponovno zavestno sprostiš. Dihaš enakomerno in počasi.
naslednjim vdihom vrneš misli v svoje telo. Narediš 2 ali 3 vdihe in izdihe, globoke. Popoln vdih, napolniš svoj trebuh, zadržiš moment in izdihneš popolnoma. Ponovno zadržiš moment, popolnoma prazen. Ponoviš še 1 ali 2 vdiha in izdiha. Z naslednjim vdihom počasi pomigaš s prsti na rokah, s prsti na nogah. Dvigneš roke nad svojo glavo in se raztegneš. Roke vrneš spet ob telo, se zarotiraš na svoj desni bok, pokrčiš kolena. Počasi, z zaprtimi očmi, prideš v sedeč položaj. Narediš vdih in izdih. Z naslednjim vdihom dvigneš roke nad glavo in z izdihom pripelješ roke pred srčni center. Brado pripelješ proti prsnemu košu in se zahvališ. Zahvališ se svojemu telesu, zahvališ se sami sebi, da si danes prišla in naredila 1 uro joge. Hvala vsem skupaj, se vidimo naslednji teden. Namaste.